Vsem lepo dobro jutro. Izjemno sem vesela, ko vidim tako visoko udeležbo, zato ker pač gre za kakovost, ker gre za zdravje, ker gre za paciente, ker gre za vse nas. Mislim, da se nam je prvič zgodilo na ministrstvu, da smo morali prijave predhodno zaključiti, ker so bili vsa mesta zasedena, tako da me veseli, da smo vsi spoznali, da je kakovost prioriteta in da sem si tudi, kar je neka potrditev tudi meni nazaj, ko sem si zastavila prioritete svojega mandata in je ena od njih bila kakovost. Tako da vsi skupaj smo to zdaj spoznali, to potrdili, tako da vsem hvala, da ste danes tukaj v tem lepem okolju. Seveda govorili bomo o zakonu o kakovosti, veste, da je bil sprejet, potrjen v Državnem zboru. Pripravljali smo ga dolgo, tako da na tem mestu absolutno velika zahvala vsem, ki so pri tem sodelovali. To so številni deležniki v zdravstvu. Vključili smo res vse deležnike in vse strokovnjake, ki so skozi pripravo zakona, skozi delovne skupine veliko prispevali k temu, da je zakon o kakovosti danes tak, kakršen je. Še vedno se pojavljajo nekatere dileme med vami, mogoče ne med tistimi, ki ste tukaj, pa pri katerih drugih. Nekateri menite, da zakon menijo, da zakon ni potreben, nekateri so proti zakonu, vseeno pa mislim, da zakon imamo in da ga je potrebno podpirati. V čem je dilema? Zakaj so nekateri proti, zakaj še nekateri vedno mislimo, da je zakon nepotreben? Se pravi, obstaja dilema, ali je prav, da smo prioritetno delali na zakonu o kakovosti in ali je to smiselno glede na to, da imamo v Sloveniji čakalne dobe, ko nekateri ne morejo do storitev in imamo težave z dostopnostjo. Nimamo jih samo v Sloveniji, imamo jih v vseh državah Evrope. Seveda je to dilema in se moramo vprašati, kaj je potrebno narediti prej. Se pravi, ali se bomo ukvarjali samo z dostopnostjo, ko pa bomo prišli do storitve, bo ta nekakovostna, nevarna za pacienta, ali bomo vsi vseeno želimo storitev, na katero nekoliko počakamo, ko pa pridemo do nje, je ta varna, je to tista, ki jo potrebujemo, je to kakovostna storitev. Sama mislim, da je delo na obeh področjih izjemno pomembno, delo na obeh področjih mora potekati vzporedno. Res pa je, da sta mogoče obe področji neprimerljivi, tudi z vidika tega, kako so ukrepi, ki jih sprejemamo na ministrstvu, na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in drugje, vidni, se pravi, kako so vidni v javnosti. Na področju kakovosti je osnovno delo bilo na zakonu o kakovosti. Zakon, veste, da zakon sprejmemo, gre skozi zelo dolg postopek, ne vem, a ga poznate v podrobnosti, jaz ga nisem, preden sem prišla na to mesto. Trajalo je več kot 1 leto, da je bil zakon sprejet v Državnem zboru. Po vseh odborih, ekonomsko-socialnem svetu, koalicijskem usklajevanju, vseh branjih v Državnem zboru, da ne omenimo celotnega dela delovne skupine. Toliko mora prestati zakon, da potem pride in je objavljen v Uradnem listu. To je ena pot. Seveda na področju dostopnosti ne moremo kar sprejeti zakona o dostopnosti in reči, storitve morajo biti dostopne, izvajalci bojo pač naredili vse storitve dostopne. So pa drugi ukrepi, podzakonski akti, uredba, kjer so sprejeti številni ukrepi na številnih področjih, od specialistike, od akutne obravnave, ki omogočajo boljšo dostopnost pacientom do zdravstvenih storitev. In ne moremo reči, da na tem področju nismo naredili nič. Samo na primer specialistika in področje prvih pregledov, ko smo nazadnje izračunali, koliko je bila rast števila čakajočih v zadnjih 3 letih na prve preglede po 13 dejavnostih, ki smo jih obravnavali v modelu prvih pregledov v 48. členu uredbe, smo videli, da je število vseh čakajočih v letu 2022 zraslo za 26%,
v letu 2023 za 13%, v letu 2024 pa za 1,3%. Ne vem, kako se vam zdi ta upad. Meni se zdi to izjemno pozitivna zgodba. Pa ni zakon, je samo ukrep. Tako da mogoče je treba razmišljati relativno o teh korakih, ki jih delamo v zdravstvu. Ali je res mali korak, če ni zakon, pa ima zelo velik učinek. Seveda je zakon tudi velik korak, pa ima lahko velik učinek. Skratka, kakovost je pomembna za vse nas. Danes bomo veliko slišali o tem, kaj piše v zakonu o kakovosti, kako ga implementirati, kaj pomeni za paciente, kaj pomeni za izvajalce, kaj pomeni za vse deležnike, kaj moramo narediti in ga implementirati. Vsak od nas ima svojo vlogo v sistemu. Ministrstvo za zdravje kot regulator, Zavod za zdravstveno zavarovanje kot plačnik, izvajalci kot tisti, ki bodo morali zakonske določbe implementirati v vsako ustanovo, seveda pa tudi pacienti, ki so z zakonom dobili določene pravice in tudi določene obveznosti in odgovornosti. Jaz vsem želim, da se danes res izrazite svoje dileme, vprašanja, da se odkrito pogovorimo, če bo karkoli nejasnega, da skušamo razrešiti stvari. Tako da vsem želim lep in uspešen dan, pa veliko novega znanja. Hvala.